predlagam, da bi kar začeli počasi. Gospod Krek se nam bi še naj pridružil, tako da gospod Pogačar se pa opravičuje zaradi slabega počutja, ni mogel prisotnost odpovedati v zadnjem trenutku. Tako bi kar začeli, ne? Dobrodošli na današnji skupni novinarski konferenci. Ja, koronavirus je del našega vsakdana, vidi se tudi na današnjih maskah, ki jih nosimo, in v tem, da poskušamo držati razdaljo. Danes so tukaj z nami predstavniki strokovnih institucij, ministrstev in gospodarstva, da bi nekako pred pričakovanim morda jesenskim novim valom poskušali povedati, kako preprečiti širjenje koronavirusa v delovnih okoljih in v različnih institucijah. In pa tudi, da kakšna je možna podpora, ki jo lahko strokovne službe nudijo pri načrtovanju ukrepov. In za začetek bi kar prosila profesor dr. Metodo Dodič Fikfak, predsednico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana, ter takoj zatem profesor dr. Bojano Bejović, vodjo strokovne posvetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje, za besedo. Kar izvolite, prosim. Dogovorili smo se, če smem samo še to, da govorci danes bodo, ko nastopajo, brez mask, toliko, da jih boste lažje razumeli in slišali, ostalih bomo imeli pa gor. Hvala lepa. Hvala lepa. Verjetno se sprašujete, kateri so vzroki, da smo danes izpostavili delovno populacijo oziroma da jo želimo posebej zaščititi. Prvi vzrok je zagotovo to, da gre za ogromno skupino več kot 800 tisoč delavcev, ki preživijo vsaj 8 ur skupaj in to v delovnih okoljih, do katerih lahko celo lažje pride do prenosa okužbe. Poleg tega se nam približuje še zima, ki nam omogoča, da je ta prenos veliko lažji. Vedeti namreč moramo, da se po zimi število odsotnih delavcev z delovnih mest, tudi če ni novega koronavirusa, da se to število delavcev v tem letnem času močno poveča. Študije po prvem valu v svetu so pokazale, da so prizadeti predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in pa trgovine. Nikakor ne gre zanemariti, da so posebne proizvodnje, kjer je prenos ne direktno z tesnim stikom, pač pa preko predmeta ali obdelovanca, ki ga obdelujejo isti delavci. Tudi če se delavci ne vidijo, isti predmet dobijo večkrat v roke. Drugi del velikih študij je posvečen predvsem psihološkemu učinku. Ugotovljeno je po prvem valu, da je več kot 10% delavcev, ki so se vrnili na delo po prvem valu in ki trpijo za posttravmatsko stresno motnjo. Zanimivo je, da se posttravmatska stresna motnja ne pojavlja in ni pojavljala v tistih delovnih organizacijah, kjer so imeli zelo dobro organizacijo varovanja in zaščite in kjer so pri teh zaščitah sodelovali delavci. Ni torej dovolj, da mi samo poskrbimo, ampak da delavci razumejo, zakaj in kako se morajo obnašati. Iz tega razloga smo, kot veste, ste pred 14 dnevi približno dobili pismo 2 direktoric direktorata, tako Ministrstva za zdravje kot Ministrstva za delo, v katerem pozivata delodajalce, naj pri skrbi za izdelavo akcijskega načrta, če sem bolj konkretna, kaj konkretno je potrebno v delovnem okolju narediti, da do okužbe ne pride, kontaktirajo svojega specialista medicine dela ali varnostnega inženirja.
In to vas spodbujamo ponovno. Prosimo, da vsako podjetje zaradi specifičnosti kontaktira specialista medicine dela in ali varnostnega inženirja, ki mu bo pomagal z zelo konkretnimi nasveti, tako konkretnimi, da jih ne moremo drugi oddaleč dajati takih nasvetov. Hkrati smo na Inštitutu za medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bojo poklicali lahko specialisti medicine dela, ki ne bojo sami znali ali ki se bojo znašli v stiski, kako rešiti določen konkretni problem na delovnem mestu. Če bo zagata še hujša, smo povezani z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, kjer imajo nekaj specialistov medicine dela in epidemiologov skupaj in bomo skupaj rešili tako imenovan nerešljiv ali pa težji problem. Vsi odgovori, ki bojo kompleksnejši, bojo tudi objavljeni na spletnih straneh inštituta, vse imate napisano na listu, ki ste ga dobili. In na koncu, že v času epidemije, proglasitve zaključka epidemije, smo s pomočjo Gospodarske zbornice Slovenije na Kliničnem inštitutu za medicino dela posneli 12 primerov dobrih praks po Sloveniji. To je zdaj pripravljeno, filmi so tako na spletni strani na razpolago, kot če bi katerikoli delodajalec želel zaradi boljše resolucije film na ključku, ga lahko dobi. Tako da si te primere lahko večkrat pregledate, pogledate in se lahko potem tudi obnašate. Če bo kakršnokoli vprašanje v zvezi s to verigo pomoči, smo vam seveda vse skozi na voljo. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni in hvala za priložnost, da sem tukaj z vami. Večino konkretnih stvari je že povedala profesor Dodič Fikfak, takih povezanih z preprečevanjem prenosa okužbe na delovnem mestu, kako bi organizirali način dela, da bi do okužb prihajalo v čim manjši meri. Slovenija vstopa v to jesensko obdobje, ki je na eni strani povezano z bolj intenzivnim druženjem ljudi, zbiranjem ljudi na delovnih mestih v šolah, na drugi strani pa z vremenskimi razmerami, ki pospešujejo širjenje virusa, pravzaprav v sorazmerno slabem stanju. Kot veste, število primerov v zadnjih dneh kar močno narašča. Gre za posledice širjenja okužb, ki so bile predtem v prejšnjih tednih vnešene iz tujine. Pravzaprav se nam en tak vzorec ponavlja že tretjič. Prvič je bilo v marcu z vnosi iz Italije in potem širitvijo, potem z vnosom iz Zahodnega Balkana v začetku poletja, ponovno potem širitvijo v Sloveniji in sedaj je bil ta vnos v avgustu, pretežno s Hrvaške, kot veste, zelo masiven in temu razumljivo sledi obsežnejši ta notranji val, ki smo mu trenutno priča. Po podatkih epidemiologov, ki se ukvarjajo s posameznimi primeri in skušajo kontakte zamejiti s karantenami, so ti manjši izbruhi povezani z druženjem ljudi, zasebnim druženjem, pretežno mladih ljudi, ampak v ospredje pa prihajajo stiki na delovnih mestih, kar je seveda razumljivo. Dopustov je konec, ljudje so se množično vrnili na delovna mesta in kot je omenila že profesor Dodič Fikfak, delež populacije, ki je v Sloveniji na delovnih mestih, seveda je ogromen, je bistveno večji kot delež ljudi, ki so recimo v šolah, tudi okolja so bistveno bolj heterogena in ni mogoče dati nekih takih splošnih navodil, kot so jih skrbno čez poletje pripravili za šole. Šole so vendarle tudi sicer bolj regulirano, bolj enotno okolje. Tako da
to, da bodo res potekale in da se bodo izvajali vsi ti ukrepi za preprečevanje prenosa okužb na delovnih mestih, je izjemno pomembno. Pomembno je v širšem kontekstu, namreč trenutno se število hospitaliziranih počasi povečuje. Sorazmerno počasi, nismo še priča temu navalu na bolnišnice, kot smo ga bili priča v marcu in potem v aprilu, čeprav seveda ta naš naval zaradi pravočasnih ukrepov ni bilo tako velik kot v Italiji. Ampak ni pa prav nobenega razloga, da se nam ne bi situacija, kot je bila recimo na severu Italije, zgodila v jesenskih mesecih pri nas, če ne bomo pravočasno in res energično ukrepali. Tako obsežno širjenje seveda pomeni zaustavljanje zdravstva, se pravi dostopnost do zdravstva se bo ponovno poslabšala, ker mi imamo lahko prostore in aparature, nimamo pa kadra, da bi vzporedno zdravili toliko več bolnikov, ki jih lahko ta epidemija, če je prepuščena sama sebi, prinese. Seveda pa lahko pride tudi do zaustavljanj določenih dejavnosti, zlasti tistih, kjer je veliko kontakta z ljudmi, kar seveda tudi ni zaželjeno. In seveda potem so še te konkretne posledice, kadar se zgodi eno širjenje okužbe v enem določenem podjetju. Ljudje, ki so bili v stiku, morajo seveda za to, da se prepreči še nadaljne širjenje v karanteno, kar seveda vpliva na delovni proces. Tako da si predstavljam, da je prav vsak delodajalec v bistvu zelo, zelo motiviran, da uredi razmere na način, da bo do teh okužb prihajalo v čim manjšem možnem obsegu. Tako da toliko za uvod, potem pa seveda, če imate kakšno vprašanje, kako bi se dalo kaj urediti, lepo prosim. Hvala lepa. Kakšne so izkušnje gospodarstva in kakšne so pričakovanja? O tem bi danes spregovorila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, gospa Sonja Šmuc, in pa gospod Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške gospodarske zbornice. Hvala lepa vsem, da ste prišli ob tej pomembni temi danes k nam, tako govorcem kot predstavnikom medijev. Veste, da smo vsi vstopili v novo realnost, maske, razkuževanja, razdalja so in bodo še kar lep čas podoba nove normalnosti, v kateri pač mora življenje teči dalje. K uspešnemu obvladovanju epidemije doslej v Sloveniji, in to slišimo tudi od kolegov iz tujine, je veliko prispevala stroka, ko je začela izdajati konkretna navodila. Moram reči, da v začetku je vsaj na področju gospodarstva tega manjkalo. Nismo dobili konkretnih, specifičnih navodil, kako organizirati delo v proizvodnji, v trgovini, v prevozih ali kjerkoli drugje, ker to niso enake situacije. In v teh trenutkih so se podjetja večinoma skušala znajti sama, pogosto ob pomoči medicine dela. Na Gospodarski zbornici smo jih podprli z intenzivnim informiranjem o dobrih praksah in preventiva je v tistem prvem valu odlično stekla. Na naši posebni spletni strani smo samo v 3 mesecih zabeležili 150.000 obiskov. Niso bili vsi vezani samo na zdravstveno preventivo, ampak ta je bil pomemben segment, s katerim smo podjetja obveščali, kako se lahko prilagodijo. Tudi zato v prvem valu v podjetjih nismo imeli nobenih večjih izbruhov, seveda pa to ni nobena garancija, da bo tako ostalo tudi vnaprej. Je pa izkušnja zaenkrat dobra in mislim, da tudi vliva lahko veliko zaupanja v to, kako se v podjetjih organizirajo in kaže na to, kako resno so vodstva podjetij vzela razmere in kako so želela zaščititi zaposlene, zopet skupaj z strokovnjaki, ki to področje obvladajo, pogosto skupaj tudi z sindikati v podjetju, ampak največja zahvala gre pa zagotovo oziroma zasluga, gre pa zaposlenim, ki so ta navodila spoštovali in s tem tudi omejili tveganje. Zato je odgovorno za to, da v delovnih okoljih ne prihaja do izbruhov tako na strani vodstva, da zaščiti zaposlene in kupce, partnerje, s katerimi prihajajo v stik, ampak tudi vseh ostalih, zlasti torej zaposlenih, ker na koncu je dovolj, da ob vseh ukrepih, ki jih podjetje uvede, samo eden zaposleni, ki je okužen, tega ne upošteva in je lahko zadeva pravzaprav potem kar precej dramatična.
Za širjenje dobre prakse v gospodarstvu pa moramo pohvaliti seveda tudi uradne inštitucije, ko so v bistvu nekako se spoprijele tudi s to situacijo in so začele v hodu, tako rekoč, ko smo se sproti učili, dajati tudi smernice in navodila in znala tudi spremeniti navodila, ko so se ta pokazala za neživljenjska. Torej tukaj moramo reči, da gre za neko fleksibilnost in hitro prilagajanje, kar cenimo in kar je tudi omogočilo, da teh izbruhov ni toliko bilo. Tudi filmčki, ki jih je omenila dr. Dodič-Fikfakova s primeri dobrih praks, so nekaj, kar bo za ta drugi val dalo zelo dobro podlago, ko lahko v detalje pogledaš, kako neko situacijo razrešiti, da ne prihaja do prenosa okužb. Na tem mestu bi se zato zahvalila tako skupini dr. Beovićeve, ekipi na NIJZ-ju in pa Inštitutu za medicino dela za vaše požrtvovalno delo in iskanje rešitev, ki omogočajo življenje in delo v teh novih razmerah, v tej novi normalnosti. Pričakujemo pa tak fokus tudi za naprej, torej, da se bodo iskali ukrepi, ki so seveda smotrni, ki varujejo zdravje, ampak so hkrati tudi racionalni in da zagotavljajo čim večjo varnost, pri čemer pa skušajo biti taki, da v najmanjši možni meri ovirajo poslovanje in pa življenje prebivalcev. Sicer se nam bo zdravstvena kriza, ki se je že prelila tudi v gospodarsko krizo, preoblikovala še v socialno krizo in to v globoko socialno krizo. Temu se lahko izognemo samo s hitrim okrevanjem gospodarstva in zavedanjem, da si vnovičnega zapiranja gospodarstva preprosto ne moremo privoščiti, ne v Sloveniji, ne v Evropi. Zato je tako pomembno, da stroka in gospodarstvo in vlada iščemo rešitve, ki preprosto povejo, taka je sedaj situacija, znotraj te moramo delovati preventivno in skušati živeti in delati čim bolje normalno naprej. Če za hip pogledamo k podatkom, veste, da če ste na gospodarski zbornici, vas moramo opremiti tudi s kakšnimi številkami, ne. Slovenski BDP, veste, ta zadnje podatke v zadnjem četrtletju padel kar za tretjino, zaradi česa smo zdrsnili v recesijo, vendar pa to v tem trenutku ni nič posebnega, ker je tako tudi povsod, tako rekoč povsod drugod v Evropi. Vprašanje, kaj se bo zgodilo v naslednjem, torej konkurenčnost držav se bo izkazovala, kako hitro bomo v naslednjih četrtletjih in v naslednjem letu izplavali ven iz situacije, v kateri smo trenutno. Podatki, ki jih imamo na gospodarski zbornici, na osnovi analiz in anket, ki smo jih opravili med člani, kažejo, da slovensko gospodarstvo pričakuje okoli 10 do 15% padec prodaje v letošnjem letu, kar je morda celo nekoliko manj, kot smo se bali v drugem četrtletju. Negotovost je še vedno zelo visoka, vendarle pa so obeti nekoliko boljši. Že 4 mesece zapovrstjo se indeks gospodarske klime raste. Avgusta je bil na mesečni ravni celo za 11 odstotnih točk višji, tako da lahko rečemo, da se optimizem vrača. So pa pred nami meseci, ko moramo skušati nadoknaditi to, kar smo izgubili in kar nam je odnesla prva polovica leta. Zdaj pa, če mi za trenutek dovolite, kaj pa nam je odnesla ta prva polovica leta, nam je odnesla tisto, kar nas najbolj boli. 13 tisoč delovnih mest pripisujemo, da je odnesla epidemija v Sloveniji in bi bila ta številka še bistveno višja, če ne bi bilo zelo odločnih in hitrih ukrepov vlade. Je pa spodbudno to, da zaposlenost v zadnjih mesecih se ohranja in če se bodo podporni ukrepi nadaljevali in okrepili zlasti na področju razvojnih oddelkov, s čimer bi zavarovali tudi našo prihodnost, lahko pričakujemo okrevanje pri zaposlovanju v naslednjem letu. Zaključila bi pa rada z opozorilom, da dobivamo novo epidemijo. Epidemijo neoskrbe. To, kar nas trenutno skrbi v povezavi z zaposlenimi in prebivalstvom, in je bilo danes na tej novinarski konferenci tudi omenjeno, je dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalstvo. Čakalne dobe, ki so bile problem že pred epidemijo, so se izredno podaljšale, pogosto tudi nerazumno, ne glede na koronske razmere. Mnoge ambulante so po izkušnjah prazne, ker zdravniki ne sprejemajo več pacientov v enakem obsegu kot pred epidemijo. Uvedene zdravstvene procedure postavljajo ovire, ki neposredno poslabšujejo zdravje državljanov.
Niso več redki primeri, o katerih tudi mediji poročate, ko odrasli, celo otroci, po več ur, lahko tudi dan ali dva, čakajo na zdravstveno oskrbo, ker morajo predtem opraviti test na koronavirus. V tem času lahko njihovo zdravstveno stanje preide tudi v kritično. Govorimo o ljudeh, otrocih z zlomljenimi udi, z zastrupitvami s salmonelo in z ostalimi primeri. Mislim, da smo državljani pokazali visoko stopnjo odgovornosti do zdravstvenega sistema, ko smo bili upozorjeni, da bo kolapsiral, če se ne bomo odgovorno vedli, in smo pristopili in bili pripravljeni biti tudi nekaj tednov doma, da zavarujemo zdravstveni sistem in s tem sebe. Pričakujemo pa in ocenjujemo, da je pa odgovornost zdravstvenega resorja, da pa upraviči spoštovanje, ki ga prebivalci izkazujemo do slovenskega zdravstva. Zato ocenjujemo, da mora Ministrstvo za zdravje nemudoma pristopiti k reševanju teh najbolj ključnih in akutnih problemov današnjega časa. Hvala. Lep pozdrav v imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije vsem prisotnim v tej dvorani. Ko smo obrtniki in podjetniki bili seznanjeni, kaj se dogaja v Kitajski z koronavirusom, smo mislili, to je nekje oddaljeno, to se nas ne more dotakniti. Seveda, kaj hmalo smo bili seznanjeni, mislim tu, da se to nahaja v Evropi, v naši neposredni bližini v Italiji. Še tu smo gledali, pač bomo naredili vse, da do tega do nas ne bo prišlo. Kar kmalu se je ta koronavirus ali COVID-19 dotaknil tudi Slovenk in Slovencev. Tako da smo bili v nekem položaju, kako zdaj naprej. Zaščitnih sredstev ni bilo. Ni bilo tega, ni bilo onega. In na vse zadnjo, potem kaj naprej. Vlada, moram povedati, je šla v pravo smer. Zaprla je gotove obratovalnice tam, kjer je bil neposreden stik z ljudmi in preprečila na ta način nadalje širjenje ali saj omejila širjenje te zelo nevarne bolezni. In seveda potem, ko se je to dogajalo v slovenskem gospodarstvu, ne v turizmu, v gostinstvu, pri avtobusnih prevoznikih, kateri pač so izvajali oziroma te avtobusne prevoze, seveda v celotnem gospodarstvu zbolevali so ljudje in slovensko gospodarstvo je se s tem tudi pešalo. Bili smo vezani tako na nemško, tako na avstrijsko in seveda evropsko ali svetovno gospodarstvo, nismo imeli več rezervnih delov, nismo morali več delati, ljudje so zbolevali. Tu moram jaz tudi osebno pohvaliti zdravstvene delavce, kateri so dejansko bili tedaj res neumorni, delali noč in dan in da so to krizo tudi nekako omejevali. Z pripovedjo gotovega obratovanja, vi veste, da pač, če nič ne proizvajaš, tudi nikjer nimaš nič vzeti. Stroški so nastajali. Nastajali so stroški elektrike, nastajali so stroški zaposlovanja. Ljudje niso tudi videli več izhoda v svojih delavnicah, v svojih podjetjih. Nekako se jim je pridočilo, da bodo vsi šli na zavod za poslovanje. Tu pa moram reči, je odigrala ta vlada izredno vlogo, priskočila nam na pomoč z čakanjem na delo, katero je še vedno zdaj tudi uporabno in še vedno tudi zelo dobrodošlo za krepitev slovenskega gospodarstva, da ne rečem malega gospodarstva. In seveda subvencioniranje krajšega delovnega časa, na kar smo pa na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije izredno ponosni, da je tako kot predsednik vlade, kot ostala ministrstva nam prisluhnili, ker nekako so bili iz vsega tega izvzeti, se pravi, samozaposleni. To je naša najbolj ranljiva skupina obrtnikov
in priskočili so nam na pomoč, celo več, kot smo sami mislili, da je sploh možno doseči. Dosegli smo, da smo skupaj lahko z vlado, da so dobili ti ljudje plačane prispevke in seveda tudi temeljni osebni dohodek. S tem, ko je država z odlokom naredila to, da so zaposleni imeli, se pravi, plačane prispevke, tudi da je podjetje in 80% osebnega dohodka, smo obdržali delovna mesta. Če ne bi bila ta, kar je gospa Sunja Šmuc dejala, ta številka na Zavodu za zaposlovanje bila mnogo večja. Veste, pri obrtnikih, podjetnikih ni enostavno reči, bomo dali ljudi zaposlene na Zavod za zaposlovanje. Ni. Zakaj ne? Zato, ker več let živijo te ljudje s podjetjem, se spoznavajo, so vešči svojega dela in seveda takega človeka je težko dati na zavod, se dobi drugo službo in zopet si na istem, da je treba te ljudi zopet na novo učiti. Zato je izredno pomembno, da smo obdržali ta delovna mesta. Kar se dotika Obrtno-podjetniške zbornice, smo odigrali veliko vlogo. Mi smo odprli vse naše informacijske sisteme za vse, to pravi tudi nečlane in člane, in tudi naši svetovalci so svetovali tako nečlanom in članom. Naših ogledov v tem času je bilo 1 200 000 in ko smo vsi mislili, da bo upad tega članstva, se je na zbornico nekako včlanilo 500 novih članov, na kar smo izredno ponosni in to se pravi, da smo delali v pravo smer. Zelo moram pohvaliti tudi gospo Bejovičevo z svojimi temi, kaj je dajala napotke, kako se naj podjetja ravnajo in seveda moram pohvaliti tudi gospoda Kreka, katera smo bila vse skozi na vezi. Vsak dan so bila vprašanja, kako zdaj, kako z prihod meje, kako omejevanje v gostinstvo, kako tu in smo skupaj reševali te probleme in tudi marsikatero dejavnost, ko je bila zaprta, smo skupaj z NIJZ in vsemi temi inštitucijami uspeli, da smo skupaj našli rešitev in da se je prečasno se te dejavnosti tudi odpirale. Seveda pa s tem ni končana zgodba. Vi veste, da je ta koronavirus še vedno prisoten. Da imamo med nami ljudi, kateri govorijo, da niso zaščitna sredstva potrebna, da pač je to lari-fari, nošenje mask, da je to vse skozi nepotrebno. Ampak veste, jaz sem po poklicu mizar. Meni je zelo težko govoriti, kdo, kako, kaj se dogaja, se pravi, ali pa tudi kot podjetnik. Vse skozi sem deloval na tem področju, vem, kako deluje leska, kako deluje vse te zadeve v obrtništvu in podjetništvu. Zelo težko pa se spuščam na raven medicine. In enkrat vselej bomo morali v tej Sloveniji nekako upoštevati medicinsko stroko in če dogovorijo, da je potrebno nošenje mask, da se zajezi ta korona oziroma COVID-19, da je potrebno razkuževati roke, da je treba imeti razmak 1,5 metra, verjemite mi, da bo to treba tudi počasi upoštevati. Ne glede, kaj nam govori ustava, kaj nam narekuje gotovi zakon, da pravi, da to ni potrebno. Mogoče res ni potrebno, ampak ljudje, če se borimo za to, da želimo izkoreniniti se pravi, to bolezen, potem bomo morali veliko narediti tem, da bomo začeli upoštevati to, kar nam stroka narekuje in seveda tudi, da bomo začeli spoštovati en drugega. Ni vseeno, da sem sam jaz zdrav, važno je tudi, da je kolega zdrav. Seveda, glede tega, da pač
si slovensko gospodarstvo več ne more privoščiti, resnično si več ne more privoščiti, da zapremo svoje obratovalnice oziroma da z odlokom vlada to zapre, potem, verjemite mi, bo v Sloveniji katastrofa. Potem pa ne bo več čakanja na delo, ampak vsi ti ljudje se bodo nekako znašli na Zavodu za zaposlovanje. To pa ni v interesu ne vlade, ne zdravstvenih inštitucij, predvsem pa ne slovenskega gospodarstva. Zato želimo, da vlada in seveda, da sprejema takšno zakonodajo, da spodbuja rast slovenskega gospodarstva in seveda, da upoštevamo vse te zaščite, katero nam narekuje stroka. Le tako bomo lahko izkoreninili to bolezen in seveda vsi v pričakovanju tega cepiva, upam, da bo to čim prej, da bomo res lahko normalno delali, kot smo delali pred to, se pravi COVID-19. Vi veste, da nekatera podjetja so danes delajo pod 50% zmogljivosti. Govorim o malih obrtnikih in podjetnikih. Ali pa tudi nekatera velika podjetja bodo rabili ne samo še nekaj mesecev. Govori se v nekaj letih, da bo v taki kondiciji, kot so bili pred to boleznijo. Upam, da bo temu tako. Mi na Obrtno-podjetniški zbornici se še bomo naprej trudili, da bomo dober suport našim obrtnikom in podjetnikom in seveda apeliramo na delodajalce, da apelirajo na svoje zaposlene, da kljub temu, če je njihovo razmišljanje drugačno, da poslušajo ne stroko, da začnejo poslušati stroko in da se začnejo obnašati odgovorno in nosijo ta zaščitna sredstva. Seveda ta zaščitna sredstva so za mnogo katerega moteča. Tudi nekako z gostinske sekcije na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije dobivamo, da se pritožujejo, se pravi natakarji, kuharji, da morajo imeti to masko skozi gor. In celo predlagajo, da bi država dala jim za to neko subvencijo. Pač treba o tem tudi razmisliti, to da živeti, dokler ni cepiva, dokler ne zajezimo, bomo morali živeti s tem koronavirusom in seveda vsi skupaj pa moramo narediti vse, da ne bomo zopet zapirali naše obratovalnice, da ne bomo zapirali naša podjetja in seveda, da se ne bomo govorili v minimalnih plačah, da bomo govorili v dostojnih plačah, ker slovenska podjetja so to zmožna in so dobra podjetja. Jaz vsak mesec obiščem 2 podjetnika, 2 obrtnika in moram vam povedati, da sem izredno presenečen, kakšna podjetja imamo, kako napredna podjetja, kako urejena podjetja, izvozno naravnana in seveda tudi doma, za domači trg je treba poskrbeti, tudi tu je treba vedeti, da ljudje, če bodo imeli dokaj normalno zaslužek, potem bo tudi domačna potrošnja se tudi krepila. S tem pa tudi zavest in seveda tudi izobraževanje na področju, da moramo za gospodarstvo res veliko narediti in seveda v teh kriznih časih, kateri so med nami še in upam, da ne bo se še ta korona povečeval, da bomo res upoštevali stroko in da bomo res od tega odšli zmagovalci. To je odvisno življenje naših državljank in državljanov. Hvala lepa gospodu Mihu. Sedaj bi pa prosila za besedo gospoda Milana Kreka, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prinesel je nove številke in pa nekaj o priporočilih. Kar izvolite. Ja, dobro jutro, dober dan. Za nas je že kar orek dan. Mi smo po polnoči izvedeli, da imamo 55 novih pozitivnih in to nam je dalo slabo spanje, vsaj to.
Kot vidite, za to mizo sedimo ljudje, ki se dnevno slišimo, dnevno pomagamo en drugemu in to je tisto, kar je tudi prinesel ta COVID, da smo začeli sodelovati, da drugače sprejemamo en drugega in da mogoče, jaz si zelo želim, da bomo veliko bolj cenili en drugega. Kajti vsa ta grožnja je vedno zelo boleča za vsakega od nas. Zdaj, če vam brez številk seveda, da boste videli, kje smo, je seveda nemogoče delati. Zato sem pripravil tole prezentacijo, ki bo imela tudi kakšne napake, ker je bila zelo hitro pa še ponoči delana. Žal pač sem delal tole prej so nove številke prišle, prej je bila 41, danes imamo 55. Če vidite, ampak kaj je zelo pomembno na tej krivulji, ko morate vedeti. Če gledate prvo krivuljo, ki je šla z relativno slabimi ukrepi, če se spomnite na začetku, mnogi smo takrat opozarjali, da stvari ne grejo dobro, je šla strmo navzgor. In smo dosegli do nekega, ta plato smo potem dosegli zato, ker smo sprejeli zelo močne ukrepe in smo potem počasi začeli drseti navzdol. Zdaj sedanja krivulja se pa zelo počasi dviga zato, ker imamo zelo skozi ukrepe. In vsem tistim nevernim Tomažem, zdaj sporočam, da pravzaprav zaradi ukrepov, ki jih pa izvajajo tisti, ki verjamejo v ukrepe in v stroko, imamo tako milo situacijo glede na ostale države, ki vam bom pokazal potem. In gremo počasi gor in skrati tudi že zdaj pripravljamo nove ukrepe, da bi stvari zajezili. Še prej, preden se bodo stvari razplamtele. Zdaj, mislim, da je prav, da vam zdaj povem, kakšna je situacija od sinoči. Nimamo še, 15 je še v preiskavi, ker imamo pač kadrovske omejitve in importiranih je 9, to se pravi 9 smo jih prinesli iz tujine. Ampak kaj je pomembno, zdaj vam bom države povedal. 3 iz Hrvaške, 2 iz Švice, to se pravi, zdaj se začeli prihajati iz drugega dela, eden iz Nemčije, z Nemčijo imamo zelo bogate gospodarske stike, potem en iz Rusije, eden iz Kosova in eden iz Pakistana in eden iz Madžarske. To so pač, ta iz Madžarske je znotraj klastra, ki ga spremljamo. Kar nas najbolj skrbi je to, da imamo neznani vir pri 14. Ljudje nam nočejo več povedati, kje so bili, na kateri zabavi so bili in tako naprej, ker nočejo prizadeti svojih prijateljev in tako naprej, da bi šli v karanteno. Jaz lepo prosim, da to nehajo s tem, ker s tem, če oni ne povedo, s kom so bili, oni pustijo, da vsi tisti, ki so okuženi, naprej trosijo. In seveda jih dobimo potem kasneje, ampak jih žal dobimo prepozno. In zato se nam tudi povečuje številka, ker to je po našem mnenju eden ključnih momentov v tem trenutku, da ljudje nočejo sprejeti resnosti te bolezni in da, ko jih sprašujemo, kje so bili, potem je zadeva taka. Grejo v Zrče v avtu, najmanj 5 jih je noter, pride nazaj, ena toliko zboli, da mora iti za testiranje, ne pove, da je bila s temi 4, oni ostanejo izven karantene, v karanteno morate iti pa mama pa oče, ker živite v istem gospodinstvu. Tako izgledajo stvari v vsakdanji praksi, samo en tak primer sem vam povedal. Še vedno, čeprav mi razlagamo, da tesni stiki, ne delati tesnih stikov, smo imeli včeraj možakarja, ki je bil na plesnih vajah, ki je imel tesne stike, se veste, na plesnih vajah ne morate imeti ne tesnih stikov, razen če imate kakšne sodobne plese, z 20 osebami. Pa se ve, da se ne sme imeti tesnih stikov in tako naprej. Pa imamo vseeno plesne vaje in tako naprej in tako naprej. Torej, to je te 2, ampak kar je pa še dober pokazatelj pa to, da imamo
od lokalnih virov okužb, od 16, da je to 12 tistih, ki so iz epikarantene, to se pravi tisti, ki so bili v karanteni in pač niso okuževali naprej. No, potem gremo naprej, tudi kumulativa nam raste, ne? To se pravi, vsak dan imamo večje število ljudi okuženih. Zdaj, to je najnovejše stanje, pa to je že z današnjimi podatki. Vidite, da nam žal R noče past pod tisto rdečo črto, ki bi pomenila nekako varnost, da se pač umirja epidemija. Celo en rahel dvig je, ne? Sicer na drugi decimalki, in nam kaže, in počasi smo že na 23, na zadnjih 14 dnevih na 100 tisoč, kar nas uvršča med rumene države. Tole je ta 23, ne, kamer nas uvršča. Potem bi pa zdaj vam nekaj držav pokazal, teh naših sosed, da boste videli, kako izgleda. Tole je Avstrija, ne, ki ima tudi svoj val, kot vidite, ne, in ima ne številko 20, ampak 42. Danes 43, nekaj tazga. To se pravi, Avstrija gre, ima tudi en tak, bom rekel, zadnje čase trend, ki ni glih najboljši za nas, ker so oni naši sosedje, in seveda imamo močno komunikacijo na severni meji. Potem Italija. Italija je dolgo časa obvladovala zadeve zelo dobro. V zadnjem času nas je že prehitela, so na 25-26, bi lahko rekli, in je žal, ta epidemiološka slika ni ravno najlepša in trend in gre naprej. Potem je Črna Gora. S Črno Goro smo imeli že čisto odprto sceno, ker so bili oni zeleni, mi smo bili zeleni, imeli smo že letalsko povezavo, vse smo to ustvarili. Ampak potem je prišlo do neke tekme, tisti, ki ste fuzbalsko zelo izobraženi, veste, katere v Beogradu, in so Črnogorci preko Bosne šli v Beograd, ker preko srbsko-črnogorske meje niso mogli iti, ker je bila zaprta. In so prinesli nazaj to, kar so prinesli, in je v tem trenutku situacija taka, da so dejansko Črnogorci, to je pa nočno delo, ja. Črnogorci so žal zdaj, so te videli pa na enem drugem slajdu, zelo visoko. Madžarska se je tudi dvignila nad prvi val. In Madžarska je zaprla meje, to veste, ne. Ni to nekaj velikega, ampak tudi Madžarska je postala rumena in mislim, da imamo v Evropi samo še 2 državi zeleni, ki sta pod 10. No, takole je trend novo okuženih oseb na Madžarskem, kar ni lepa slika. Zdaj pa naš nemški partner, ne, mi imamo veliko v Nemčiji partnerjev, to se pravi gospodarskih, ne, je tudi nekako v nekem vzponu. Takole imajo 1200 jih imajo na dan. BiH je rdeča država, že dolgo časa z visoko stopnjo okuženosti. Mi imamo seveda zdaj problem, ker imamo zelo veliko delovne sile iz BiH-a, ne? In jih v nekatere naše firme slovenske jih vozijo dnevno z avtobusi. In je to zelo velik problem in bojo mogli njihovi medicinci delati zelo velik grad na tem, da bodo obvladali situacijo, da ne bojo imeli okuženih. Kajti, a veste, mi zelo sodelujemo z gospodarstvom in vi imate, te velike firme imajo tekoče trakove in če jim 3-4 zmanjka na tekočem traku, se tekoči trak ustavi. Je zelo težko potem proizvodnjo pelati naprej. Tudi vidite, da Bosna ima svoj vrh, to je ta Črna Gora, ki je zdaj na 118. Zdaj pravzaprav vidite, ne, če pa pogledate tale zemljevid, je pa dejansko cela Evropa nad 20. Ne. Tudi mi smo nad 20, zelo redka država ima kakšne
majhne regije pod 20. In če pogledate še tale graf, ne, potem je popolnoma jasno, da gre v Evropi, gremo v naslednji vrh. Ne. To se pravi, gledano z gospodarskega vidika pa zdravstvenega vidika, se moramo zelo potruditi, da bomo obvladali situacijo, ker smo v, bom rekel, geostrateškem območju, ki je v tem trenutku v porastu. Ne? In tole imate pa države, kako se pravzaprav stvari gibljajo, ne? Najbolj seveda je Luksemburg, pa mislim, da Španija, ne? Španija je čez noč šla v zelo hudo situacijo. Vse države se zdaj borijo, kako zmanjšati okužbo. Belgija je bila pred časom v zelo veliki krizi, se tudi z njimi menimo Nemci in tako naprej. In brez truda ni tu ničesar in brez sodelovanja ni ničesar. Zdaj mi smo na Nacionalnem inštitutu, bom sam par takih stvari pokazal, ne. Recimo za prevoz smo naredili cel kup dokumentov, zdaj so tudi za šolski prevoz in tako naprej še dodatni dokumenti, ki jih lahko, to so tako zvana higienska priporočila. Potem imamo storitvene dejavnosti, od frizerskih poklicev do vseh mogočih drugih poklicev. Moram reči, da smo zelo garali, da smo se usklajevali ob 3 ponoči. Jaz sem zjutraj, ko sem šel v službo iz Pirana odprl, pa so bili še zmeraj na GoToMeetingu, ne, moji kolegi, ki so te stvari pisali. In seveda smo pa vse to delali tudi z ljudmi, ki delajo v tej praksi, da smo se čim bolj približali zadeve. Pa imamo še ostalo celo vrsto. Skratka, zelo veliko imamo teh dokumentov, kjer jih lahko tudi predvsem malo gospodarstvo z veliko koristjo lahko uporabi. Recimo priporočila za lovce, ne vem, če veste, da smo jih naredili, ne, tudi to smo delali, ne, tako da. Zdaj še tole vnosi po državah, ne. Največ vnosov smo dobili iz Hrvaške. Seveda, naša soseda, ne. Ampak jaz moram povedati, to niso bili Hrvati, ne. To so bili Slovenci, ki so bili na dopustu na Hrvaškem in so prihajali k nam gor. Nazaj so se vračali. Potem BiH je pravzaprav največ in pa Srbija, to so ljudje, ki so pri nas redno zaposleni, največkrat v gradbeništvu in v drugih dejavnostih, železnica in tako dalje, in so prišli nazaj. Tudi v zdravstvu jih veliko dela iz BiH-a in iz Srbije, pa Kosovo tudi. Potem se nam pa zdaj v zadnjem času, ko se slabša situacija v Evropi, so se nam začeli pojavljati Avstrijci, Nemčija, Italija in tako naprej. Tudi Francija, ne, ki relativno vmes imamo še Italijo, ne, pa vseeno, in Madžarska, Rusija, smo že na začetku imeli tudi ZDA, Poljska in tako naprej. To so samo vnosi od 1.6., to se pravi, govorim o drugem valu. Če pa gledate vnose iz sosednje Hrvaške, to vam pa zato prikazujem, da boste videli, ko smo mi, prvo je šlo rast navzgor, če vidite, da je šla pravzaprav skoraj eksponentna rast okuženih iz Hrvaške, no, in ko smo pa režim na meji naredili na novo, bom rekel, mnogim bom rekel, neprijetno, ker so se mogli pač iti v karanteno, ko so se vračali, ampak smo pa radikalno znižali število vnosov iz Hrvaške. To je pa bil naš cilj, ne. O maskah ne bi rad govoril, ker me vedno lovite za besedo, ampak bi pa vam rekel, da maske so sestavni del zaščite ostale. In zdaj mi mislimo, da brez mask v določenih okoljih pač ne gre. Zdaj vi kot novinarji itak veste, smo vas dobro zbrifirali okrog mask v šolah.
Seveda pa tudi mi želimo, da so maske tudi tam, kjer se ne da zagotoviti razdalje. Recimo, vi imate zdaj vsi maske, ker če gremo z metrom, niste na pravi razdalji. Tudi pričakujemo, da so ljudje tudi navadili, če so zunaj v gruči, da imajo masko. Recimo, če ste gledali finale Celje, kdo bi v Celje, pa še nekdo, smo mi dali dovoljenje, da so na 2 zica vmes, pa 1 vrsta vmes in tako naprej. Kje so bili gledalci? Vsi na kupu, brez razdalje, pa navira so. Ne? In to imamo mi problem, ko mi damo dovoljenje, da se na prireditev dogaja, ampak pa je pa vse drugače. In tukaj pričakujemo, da bodo tudi organi, ki morajo izvajati nadzor, bili bolj strogi. Ja, tole so pa čist najnovejši podatki, zato sem zamudil, ker smo jih zbirali še danes. V glavnem, gledajte, če pogledamo število okuženih po dejavnostih v podjetjih, to se pravi nedefiniranih podjetjih, jih imate 587 iz podjetij. Tam, ker nimamo podatka, pač nimamo podatka. Potem so DSO-ji, to so domovi za upokojence, za ostarele. Potem imate bolnišnice. Mi imamo zelo veliko profesionalnega, bom rekel, zaposlenih, prizadetih s COVID-om v bolnišnicah in v DSO-jih, kar ni dobro. Mi že tako imamo zelo malo kadra, tako v DSO-jih, kakor v bolnišnicah in v zdravstvu. Prej je predsednica imela en par besed na to temo. Ampak če bomo mi še zgubljali z karantenami in tako naprej, a veste, če en zdravnik, ki je bil v kontaktu, ne vem, s 15 sodelavci, zboli, potem gre 15 ljudi ven iz sistema, ne eden, 15. No, potem imate na univerzi 139, potem imate osnovna šola 90, trgovina 82 in tako naprej. A veste, dostikrat govorijo trgovina, v trgovini se ni noben okužil. 82 jih imate iz trgovine. Ampak ob tem, da računamo, da jih pa 555 ni še iz Jasenosa, to se pravi, tudi tam je kakšna trgovka vmes. Torej, če pogledate tukaj gor, vsaj te, ki jih je večina, so zelo, zelo, dejansko ne moramo izvzeti nekega polja, kjer ni bilo okuženih. Bo šel naprej, bo. No, pa glede na delovni status, če gledate, pa imate, recimo, dobro, to je oskrbovanec pa upokojenka, te so najbolj prizadeti, potem je pa medicinska sestra, lejte, 170 medicinskih sester po poklicu. Potem imate brezposelni 93, pisarniški referent 91, študentov 85, pa še 67 zraven, imate študentka pa študent. Potem imate dijakov 57, zdravnikov 49, prodajalcev 47, in tako naprej. To so stvari se še malo podvaja, zato ker jih nismo še skupaj zložili, ampak lahko vidite, da je tudi v vseh poklicih, da ni kakšnega poklica, ki bi bil prizadet, ker imam še tukaj še potem še celo vrsto, ki jih je pa v manjšem številu. Torej gre predvsem za to, da ni več vprašanje, kaj bo država naredila za nas, ampak kaj bomo mi naredili za državo, če parafraziram Kennedyja. In mi lahko, virus lahko ustavimo samo ljudje z pravilnim obnašanjem. To je ključno. In problem je v tem, da moramo vedeti, da sovražnik ni Milan Krek iz NJZ-ja, ampak naš sovražnik je virus, skupni je virus. In naša akcija mora teči proti temu. Sicer na spletu boste videli čisto drugačne. In zdaj, če se mi kot ljudje postavimo v vlogo
da se zavedamo, da lahko samo mi z svojim obnašanjem, ali pa ne samo mi, pa bomo rekel v veliki večini samo mi, z svojim obnašanjem, za spremembo svojega vedenja, vzpostavimo pogoje, da virus ne more prehajati iz človeka na človeka. Pa ne bo to v delovni organizaciji, ali na avtobusu, ali v šoli, ali doma. Ne? Tudi doma je treba vedeti. Zato je treba zdržati distanco 1,5 metra. Navaditi se morate. Jaz še danes, ko pridem, kam mi hoče roko dojeti. In ko jo odmaknem, se vsi malo tako zdrznejo. Ampak moramo se navaditi. Ni več rok, jih ni več, gotovo. Objemanja ni več, razen seveda tistih intimnih in tako naprej, da ne bomo zdaj govorili, da ni nobenih, ne? Ampak dejansko ne morete se z nekom pozdravljati, tako kot smo se včasih poljubljali in tako naprej. Tega ni več. To je treba pač zbrisati z dnevnega reda. Maska v skupini, maska na avtobusu, maska na vlaku, to je nujno potrebno. Maska na delovnem mestu. Tam, ko imate vi 3-4 v eni sobi, soba ni prezračevana, nikaj morate imeti masko gor. Drugače vas ne bo nič zaščitilo. To je dodatni element maska. Potem, kada zbolite, ne, ostani doma, ne hodi bolan v službo. To je bilo težko naučiti tudi zdravnike, ne. Ampak tako je, ne. Ne sme se hoditi bolan takrat, ko si bolan, pokličeš in tako naprej. Ne hodi bolan na delovno mesto, ker lahko okužiš kompletno podjetje. Mi smo imeli primer, ko je dama prišla iz Zrč, se 2 dni lepo kavo kuhala kompletnemu tistemu nadstropju, potem smo pa cel nadstropje 14 ljudi dali v karanteno, pa njo v izolacijo. Potem je pa še ena tale aplikacijo, ne, jaz ne vem, če jo imate, jaz jo imam gor, bi bo to zdaj naredil, mi ne bo, upam. To je ta aplikacija Ostani zdrav, to je ključna zadeva, da nam zmanjšate probleme pri iskanju. Ta aplikacija deluje tako, da jo imam jaz zdaj gor naloženo, če je kdo od vas tukaj noter pozitiven in ima naloženo kodo, bom jaz večer zvedel, ko bom odprl, ne bo modro, ampak bo rdeče. In bom vedel, da sem bil v bližini z nekom, ki je bil okužen. In bom zato lahko šel na testiranje čez 2 dni po vseh navodilih, ki so noter, in bom na ta način ustavil razvoj virusa. Virus se lahko samo razvija, če skače od enega do drugega. Če ne more skočiti, umre. To je pač njegov ciklus končan. Tako, jaz pravim, da zato, da bo gospodarstvo lahko dobro preživelo in da bo lahko preživelo nas, ker sicer da bomo mogli mi biti na standardu, kakršnega si želimo, je pomembno, da se držimo teh stvari, kar sem zdaj rekel, povsod. V športni dvorani, na delovnem mestu, v avtobusu, povsod, kjerkoli se nahajamo. Ker jaz bom rekel takole, smo še visoko nad oblaki in še nismo pristali. Nismo še pristali v realnosti, mnogi so še tam gor, tukaj je pa realnost. Realnost je pa žal taka, kot je. Nič drugačna. In če ne bomo sprejeli take, kot je, se ne bomo mogli z njo spopasti na način, da bomo lahko jo obvladovali. In za konec, jaz bi zelo želel, da imamo z gospodarstveniki še naprej tako dobre odnose, da še naprej iščemo skupne točke in da so oni pri svojem delu in pri obvladovanju tega COVID problema v podjetjih še tako dobri. Veste, mi imamo celo vrsto podjetij, ki tudi v najhujši epidemiji ni zaprlo vrat in nima nobenega okuženega. Ampak pejte noter, temperature vam merijo,
Vse gre po postopku, po regulih in že na vhodu selekcijo naredijo, da ne pride do okužbe znotraj sistema in pa ima tudi znotraj. In to je naša nova realnost. Brez te nove realnosti ni mogoče gospodarstva gnati naprej, ni mogoče zmanjšati škodo in tako naprej. Ni mogoče šole. Vi morate vedeti, če nam bo šlo takole naprej, kot nam gre zdaj, bomo imeli zelo velike težave v zdravstvu. Predsednica je lepo rekla, nimamo čakalne dobe, uno, tretje. Če nam bojo, danes imamo 26 hospitaliziranih, ne? Pa 4 jih imamo na respiratorjih, ne? Če bomo šli to gor, mi bomo mogli zapirati bolnišnice. Zato, da bomo prestrukturirali bolnišnice, da bojo COVID postale. Mi bomo mogli iz intenzivnih oddelkov potegniti ekipe, zato da bojo na COVID oddelkih. Mi ne bomo mogli kirurgije furati, mi ne bomo mogli internistike furati in se bo medicina ustavila in se nam bojo čakalne dobe spet podaljšale. Zato še enkrat, če se bomo mi obnašali tako, kot je treba, potem bomo imeli zdravstvo. Če se mi ne bomo tako obnašali, bomo imeli probleme. Isto za šole, ko ste me spraševali novinarji, vam še enkrat ponovim, včeraj sva bila skupaj. Šola smo postavili tako, da imamo balone. Vsak razred je balon zase. In če se v tem balonu nekaj zgodi, mi lahko selekcijo ven potegnemo in rečemo, ta razred gre v karanteno, šola deluje naprej. Če mi teh balončkov nimamo noter, potem moramo zapreti celo šolo. Če moramo zapreti celo šolo, potem je 400 do 500 mam ali pa očetov na bolniški. Ima gospodarstvo problem, ker ne more pač teči. Zato je tako pomembno, ko me sprašujete, zakaj moramo imeti maske. Zato, da bomo boljše preživeli. Bolj, ko se bomo držali pravil, lepše bomo živeli in lepše bomo lahko to krizo šli skozi. Bolj, ko se bomo šli, to, kar je že moj sosed povedal, neznanstvenih pristopov, večje težave bomo imeli in teže nam bo. In nobenemu od nas, vsaj meni, ni do tega, da živim še v težjih okoliščinah, kot sem sedaj. Zato želim, da živim v boljših okoliščinah. Ampak kaj moram za to narediti, sem vam povedal, zelo malo. Distanca, higiena, pa napravca, ki ti pove, a si bil s komu v stiku, ali nisi bil, in po pameti, in pa masko gor takrat, kot je treba. Tako, jaz bi tukaj zaključil. Tako. Pa gospodu Kreku, zdaj imamo še dve govornici, in sicer dr. Tino Bregant, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, in pa gospod Matejo Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Obe prosim še za vaš prispevek. Ja, najlepša hvala, zelo sem vesela, da sem danes tukaj z vami. Moram reči, da sem preverila, midva z Milanom sva glede aplikacije Ostani zdrav ok. Na vsakih 24 ur se preverja aplikacija, tako da bova videla, koliko časa bova tako ostala. Ne? Zdaj, v Sloveniji smo se uspešno spopadli z epidemijo COVID-19. Je pa res, da je pred nami novo, morda še zahtevnejše obdobje pri obvladovanju širjenja COVID-19. Pred nami so zimski meseci, v katerih so razmere za širjenje različnih respiratornih okužb bolj ugodne. Tudi danes pravzaprav opažamo, da so prostori majhni, težko vzdržujemo razdalje, zračenje je lahko težavno, tako da je zares pomembno, da se pa držimo tistih ukrepov, ki pa jih lahko na sorazmerno preprost način tudi izvedemo. Res bi poudarila, da k sreči v Sloveniji popolnega lockdowna dejansko nismo imeli. Če primerjate, kako so pravzaprav otroci, cele družine bili zaprti v stanovanjih več tednov v Španiji,
kako so se pravzaprav popolnoma ustavljale cele industrije, pri nas pa je nekaj podjetij vendarle delovalo. Res je, da smo sicer imeli nekatere storitve, ki so bile praktično zaprte in že danes izpostavljene samostojne podjetnike, vendar pa dejansko tistega popolnega lockdowna k sreči nismo imeli nikoli in upam, da ga tudi zares ne bomo imeli. Smo država na prepihu, Italija v prvem valu, Balkan v zdajšnjem valu, izjemno krhki smo. Smo majhni, krhki in je zelo pomembno, kaj se dogaja tudi v naši okolici in seveda, kako se obnašamo mi sami. O virusu danes res vemo več, smo boljše opremljeni, tudi boljše osveščeni, nekatere rutine so že vzpostavljene, nošnja mask, umivanje rok in razkuževanje, vzdrževanje razdalje. Ko bomo imeli cepivo, bomo lahko tudi aktivno zniževali breme virusa v okolju. Potem uporaba mobilne aplikacije, to je orodje, uporabimo ga, navsezadnje imamo ravno za to takšna orodja. Ne dvomim, da si vsi želimo, da bi z nujnimi prilagoditvami življenje potekalo čim bolj nemoteno, bo pa to mogoče le, če se bomo priporočil dosledno držali in bili odgovorni in solidarni do sebe in drugih. Ena od prioritet je gotovo ta, da ne hodimo bolni v službo. To je odgovorno do nas samih, pa tudi do drugih. Čim bolj nemoten potek delovnega procesa je želja delodajalcev in zaposlenih, ki pa so pomemben člen pri preprečevanju širjenja okužbe. Delodajalci imate dejansko že obilo izkušenj pri načrtovanju ukrepov na delovnih mestih, saj je delo v marsikateri panogi zares potekalo nemoteno tudi v času prvega vala. Moram reči, da sem imela v tem času priložnost spoznati nekaj odličnih praks. In moram reči, da imamo odlična podjetja, ljudi, ki se trudijo, imamo tudi vodstva, ki ne vodijo samo z umom in razumom, ampak tudi srcem in ne le menedžeriranje, pač pa tisto vodstvo z vzgledom in enakovrednimi odnosi se je tudi v času korone izjemno izkazalo. Ključno je, da so v katerokoli ukrepe in načrtovanje vključeni zaposleni. To je še zlasti posebej pomembno pri uvajanju večjih sprememb v organizaciji dela. Potem imamo tukaj delo na domu. Delo na domu je lahko dobra rešitev v nekaterih primerih, ima pa seveda tudi svoje omejitve, ki jih je dobro poznati in upoštevati. Nacionalni inštitut za javno zdravje in Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa ter tudi pooblaščeni specialisti medicine dela, prometa in športa ter varnostni inženirji zadolženi za pripravo navodil in priporočil ter tudi nasvetov za ravnanje v specifičnih situacijah v konkretnih delovnih okoljih so se zelo izkazali in na tem mestu bi se jim res zahvalila, ker mislim, da ste opravili izjemno delo. Ministrstvo za zdravje spremlja situacijo in želi tudi v prihodnje prisluhniti predlogom delodajalcev ter ukrepe na državni ravni oblikovati tako, da bi bilo omogočeno čim bolj nemoteno in varno poslovanje. Resnično želimo biti v pomoč in podporo posameznikom, pa tudi seveda družbi. Mi se bomo trudili, da bomo agilni, prilagodljivi epidemiološki situaciji. Morali bomo pa dejansko sodelovati, mi vsi, in tudi vaša pomoč, pomoč novinarjev je pri ozaveščanju populacije ključna. Dejansko bomo morali poskrbeti ne samo zase, ampak tudi eden za drugega. Korona, to smo zdaj že vsi opazili, je izjemno požrešna, golta denar, pa tudi živce, žal tudi življenja. Moramo si pomagati, da bomo ne le preživeli, ampak da bomo morda po koncu te koronske krize tudi dejansko živeli bolje. Sistem ne obstaja sam, sistem je vsak od nas. Vsak od nas v sistem nekaj prispeva. Prioritete, čas za drugega, pomen zdravstva in sociale,
Skrb za drugega, ne le jaz in moje osebno udobje, pač pa tudi skrb za drugega sta ključne. Jaz si ne želim poostrenih ukrepov. Resnično si ne želim zapiranja države samo zato, ker nekateri bolj cenijo svoje udobje, kot to, da zaščitijo drugega. Vem, da lahko jaz žrtvujem svoje udobje, tudi otroke in sebe cepim zato, da je lahko kdo drug, ki tega ne sme, zmore, necepljen. Podobno velja za masko. Maska, ki jo nosim, ne ščiti toliko mene, kot ščiti vas. Če pa vi nosite masko, pa ščitite tudi mene in jaz in vi ščitiva eden drugega. Če se bomo tega naučili pri koroni, kako zelo pomembno je to sodelovanje in ne le skrb samo zase in svoje lastno obdobje, potem jaz verjamem, da ko bo koronske krize konec in je bo konec, to vem tudi zato, ker je tudi španska gripa minila in vem, da bo tudi ta. In če bomo iz tega išli pametnejši in boljši, potem bo to za vse nas dobro. Hvala. Ja, lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu in v imenu našega ministrstva. Tudi jaz, če začnem z aplikacijo, lahko rečem, da sem v zelenem območju, tako kot moja dva predhodnika. Drugače bi pa rekla, da ta bolj varno in zdravo delovno mesto ne pomeni samo boljšega počutja delavcev na tem delovnih mestih, ampak dejansko to pomeni, da varnost in zdravje pri delu lahko rešita življenje. Epidemija COVID nas je v bistvu vse skupaj in tako delodajalce kot tudi delavce zopet opozorila na to, kako pomembna je varnost in zdravje pri delu in kako pomembno je, da ima vsak varno in zdravo svoje delovno okolje, da hodi v varno in zdravo organizacijo in da so tudi njegovi sodelavci zdravi. Predvsem spoštovanje teh preventivnih ukrepov v jeseni nam bo lahko zdaj pripomoglo, da ne bomo rabili ustavljati celotnega javnega življenja, tako kot smo ga morali spomladi. In zavedati se moramo, da se teh preventivnih ukrepov se moramo držati tako v zasebnem življenju, kot tudi na svojem delovnem mestu in pa v delovnem okolju. Na tak način bomo skupaj ohranili delovna mesta in to je tudi ena izmed prioritet našega ministrstva, se nam je uspelo s temi ukrepi in PKP zakoni ohraniti preko 300 000 delovnih mest. Kot že rečeno, varnost in zdravje lahko rešita življenje. In zaradi tega smo se tudi odločili, da skupaj z Ministrstvom za zdravje naslovimo na delodajalce, na izvajalce medicine dela, prometa in športa in na vse strokovne sodelavce, ki izvajajo varnost in zdravje pri delu, dopis, tako kot je omenila to že gospa Dodič-Fikfak, kjer smo vse te deležnike upozorili, kako pomembno je sodelovanje drug z drugim in da so v tej verigi in v tem, da se preprečuje COVID-19, njihovo delo, njihovo sodelovanje res zelo pomembni. Pri tem je potrebno res poudariti, da samo ti strokovni sodelavci, ki so imenovani za varnost in zdravje pri delu in samo tista medicina dela, prometa in športa, ki dejansko sodeluje z podjetjem, pozna konkretna delovna mesta, pozna konkretno delovno okolje in lahko samo oni resnično pridejo do takšnih preventivnih ukrepov in jih določijo, ki bodo v podjetjih resnično preprečevala prenos nadaljnjih okužb. COVID-19 je bil za vse nas nekaj novega in verjamem, da smo se v prvem valu marsikaj naučili in zaradi tega bi želela tudi s stališča našega ministrstva, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predvsem poudariti, kaj je tukaj tako zelo pomembno. In sicer delodajalci morajo najprej tisti, ki še nimajo, res imenovati vse strokovne sodelavce za varnost in zdravje pri delu in morajo tudi zagotoviti, da vse zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu izvaja izvajalec medicine dela. Delodajalci morajo potem skupaj s temi strokovnimi sodelavci in skupaj z medicino dela revidirati svojo izjavo o varnosti z oceno tveganja.
Kajti COVID-19 je neko novo tveganje, ki ga je potrebno zaznati v vsakem delovnem okolju in je potrebno tudi spisati oziroma določiti ukrepe, ki preprečujejo, da bi se ta okužba širila in pa predvsem, ki omogočajo, da bi se delavci na svojih delovnih mestih počutili varne. Tretje, kar je zelo pomembno, je, da se pri tej reviziji, kot je že bilo rečeno, delodajalci obrnejo na izvajalce medicine dela, prometa in športa, saj so oni tisti, ki poznajo njihovo delovno okolje in njihova delovna mesta. In pa tukaj se tudi ne sme pozabiti na zaposlene. Tudi zaposleni morajo biti tukaj vključeni pri tej reviziji in tudi oni lahko pomagajo s svojimi ukrepi. To je tudi naslednja točka, ki je zelo pomembna, in sicer informiranje vseh zaposlenih. Strah, ki je bil prisoten v spomladanskem času, je predvsem izhajal iz te nevednosti. Iz tega, da tako zaposleni kot tudi delodajalci in tudi vsi mi in strokovna javnost ni veliko vedela o tem virusu. In v bistvu je vedno tako, da te je strah nečesa, česar ne poznaš. Zdaj, v zdajšnjem času je ta virus že bistveno bolj poznan in naloga na delodajalcih je, da zaposlene čim bolj informira v zvezi s tem, da jih obvesti o tem, da je naredil revizijo, da je ocenil novo tveganje, da ga je prepoznal in da jim tudi pove, na kakšen način oziroma da jim pove, da je njihovo delovno mesto varno in kakšne ukrepe je vse sprejel za to, da je njihovo delovno mesto varno. In pa zadnjo, kar pa je pa tudi to, da ta revizija, te izjave ne sme ostati samo na papirju, ampak jo morajo tako delodajalci kot delavci striktno upoštevati in tudi izvajati. Na našem ministrstvu smo vzpostavili tudi posebno stran na naši spletni strani, kjer odgovarjamo na vsa vprašanja delodajalcev in tudi delavcev v zvezi z posameznimi tveganji, v zvezi s tem, kako ravnati, če pride do določene situacije. In tukaj odgovarjamo tudi v sodelovanju z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo in bomo to tudi še naprej izvajali. Na koncu bi v bistvu še enkrat to ponovila, ker sem že rekla, da varnost in zdravje pri delu lahko rešita življenje. In to poudarja tudi Mednarodna organizacija dela, ki je Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v letošnjem letu poimenovala Ustavite pandemijo, saj varnost in zdravje pri delu lahko rešita življenje. Hvala.